Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pred nami je malce drugačna pravljica. Pravljica o kakanju. Ja, morda so se vaša usta v tem trenutku razlezla v nasmešek, a kljub vsemu, prav vsi kakamo. Tudi kralji, princeske, kapitani, čarodeji ter tudi živali. V tokratni pravljici bomo spoznali malce sramežljivega knjižnega junaka Bena, ki si zjutraj nadvse želi le eno stvar: mir in zasebnost pri kakanju. Mu bo uspelo, glede na to, da je v gozdu polno živali? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo super pravljici z naslovom Kje kaka medved? Ko je sonce že navsezgodaj pokukalo izza obzorja, je globoko v gozdu sramežljivi medved Ben skupaj z žuželkami, pticami in čebelami spal na drevesu. Smrčal je glasno kot lev in sanjal o sladkem medu na svojih šapah. Njegovo najljubše mesto je bilo na vrhu krošnje, kjer je vselej spal z nasmeškom na obrazu. Ko pa se je prebudil, je glasno zazehal in pretegnil svoje tace, kot to počnejo medvedje. Prvo opravilo vsakega dneva, je rekel sramežljivi Ben. Spustil se bom po drevesu in šel kakat. Toda Ben ni maral, da ga pri tem opravilu vidijo drugi. Pri kakanju je bil rad sam. A kakor hitro se je spustil z drevesa, je bilo vse povsod polno drugih živali, ki so strmele vanj. Zato se je Ben sprehodil med drevesi, da bi našel kotiček, kjer bi se lahko v miru pokakal. Toda namesto tega je naletel na jato ptic, ki so svoje kakce spuščale kar v zraku. Potem je stopil za veliko drevo, ampak so ga nesramno zmotili dihurji. Tudi na travniku se ni mogel sprostiti, saj ga je opazoval velikanski los. Ben se je obupan postavil na zadnje tace. Ni mogel več zdržati. Na pomoč, je zaklical v nebo. Moram kakati. Potem je opazil znan in prijazen gobček. Modra stara medvedka Breda mu je priskočila na pomoč. Ben, nehaj godrnjati. Obstaja mesto vzdolž poti, kjer se lahko sramežljivi medved brezskrbno pokaka. Slišala sem, da ni še nikomur spodletelo. Tako se je Ben kar najhitreje odpravil, kakor mu je svetovala medvedka Breda. Prebijal se je pod koreninami in preko vej in skozi prepleteno trsje. Potem se je ustavil in za hip pomislil: to ne more biti prav. Dokler se ni prebil skozi vejevje in zagledal nekaj, kar ga je na vso moč osrečilo. Glasno se je zasmejal. Končno je bil sam. Našel je čudovit in najbolj zaseben prostor za kakanje. Končno, je zavzdihnil in se usedel. Kako lepo in prijetno skrivališče.
ni mi več treba hoditi po gozdu. Nato pa je zaslišal škripanje lesenih vrat koče. Joj! Ko je gozdar zagledal medveda, je glasno zakričal in stekel nazaj v gozd. Ben pa je samo zamahnil s taco in zavzdihnil. Nisem edini, ki je sramežljiv. Bravo, Ben, pa si le našel svoj kotiček, kjer boš lahko odslej v miru in tišini kakal. Čudovita pravljica ter zabavna zgodba, ki pa nas prijazno opomni, da je kakanje nekaj čisto običajnega. Nekaj, kar počnemo prav vsi, pa čeprav o tem včasih ne radi govorimo. Pomembno je, da drug drugemu omogočimo trenutke miru in zasebnosti, pa naj bo to čas za razmislek, počitek ali kakanje. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zabavni pravljici z naslovom Veliko tekmovanje v kakcih. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in bodite prijazni. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi prikupnega medveda Bena. Čau, čau! Bravo, Ben. Da si le našel svoj kotiček. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali družino, ki se je nekega dne odpravila na zanimivo dogodivščino. Namreč odšli so iskat medveda. Mislite, da jim je uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Lov na medveda. Mi gremo na medveda, velikega medveda. In nič se ne bojimo, za res prekrasen dan. Ojoj, trava, visoka, gosta trava. Nad njo se žal ne da, pod njo nihče ne zna. Naravnost skozi njo, to pa ja. Šik, šak, šik, šak, šik, šak. Mi gremo na medveda, velikega medveda. In nič se ne bojimo, za res prekrasen dan. Ojoj, reka, globoka, mrzla reka. Nad njo se žal ne da, pod njo nihče ne zna. Naravnost čez njo, to pa ja. Čofa, čof, čofa, čof, čofa, čof. Mi gremo na medveda, velikega medveda. In nič se ne bojimo, za res prekrasen dan. Ojoj, blato, lepljivo, spolzko blato. Nad njim se žal ne da, pod njim nihče ne zna. Naravnost čezenj, to pa ja. Cmoka, cmok, cmoka, cmok, cmoka, cmok. Mi gremo na medveda, velikega medveda. In nič se ne bojimo, za res prekrasen dan. Ojoj, gozd, preskončen, temen gozd. Nad njim se žal ne da, pod njim nihče ne zna. Naravnost skozenj, to pa ja. Compa, comp, compa, comp, compa, comp. Mi gremo na medveda,
velikega medveda. In nič se ne bojimo za res prekrasen dan. Ojoj, metež, vrtinčast snežni metež. Nad njim se žal ne da, pod njim nihče ne zna. Naravnost skozenj, to pa ja. Brr, 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 brr. Mi gremo na medveda, velikega medveda. In nič se ne bojimo za res prekrasen dan. Ojoj, jama. Temačna, ozka jama. Nad njo se žal ne da, pod njo nihče ne zna. Naravnost skoznjo, to pa ja. Cipi, capi, cipi, capi, cipi, capi. Kaj je to? Mogoče vlažen smrček? Morda kosmata ušesa? Začudene oči? Medved! Joj, se že jezi! Nazaj, le brž iz jame. Cipi, capi, cipi, capi, cipi, capi. In skozi metež. Brr, 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 brr. In skozi gozd. Compa, comp, compa, comp, compa, comp. In še čez blato. Cmoka, cmok, cmoka, cmok, cmoka, cmok. In še čez reko. Čofa, čof, čofa, čof, čofa, čof. In skozi travo. Šik, šak, šik, šak, šik, šak. In smo doma. Odprimo vrata in hitro gor. O ne, pustili smo odprto, spet dol. Zaprimo vrata, spet gor, v spalnico, v posteljo, pod pernico. In zdaj? Bi šli spet na medveda? Zdaj bomo kar doma. Ja, kako simpatična pravljica, kaj ne? Poglejte jih. To našo nadobudno družino. Zelo zanimiva pravljica, kaj ne? No, in družina je le našla medveda, a najbolj pa le niso bili navdušeni nad njim. Seveda ne, saj medved sodi med zveri in srečanje z njim bi bilo lahko zelo nevarno. Se pa strinjam, da je družina na lovu neznansko uživala, še posebej otroci. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Kje kaka medved? V tej pravljici pa je medved pravo nasprotje današnjemu knjižnemu junaku. Namreč je bolj sramežljiv, a naj vam prišepnem. Na koncu je le našel ravno pravšnji prostor za kakanje. Lepo se imejte, uživajte v naravi in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Ja, zanimiva dogodivščina. Ti pa le nisi tako strašen, ne? Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Kristjanu, zvestemu poslušalcu pravljic v mojem knjižnem kotičku. Najlepša hvala, Kristjan. Prisluhnili bomo zanimivi ter malce smešni pravljici, v kateri bo nastopal knjižni junak medved, ki je, mimogrede, največja klepetulja na svetu. Ja, prav ste slišali. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Kristjanovi pravljični želji z naslovom Klepetavi medved. Grega je bil največja klepetulja na svetu. Brunda, Klepetal je povsod, brunda, z vsakomer, brunda,
venomer, Brunda, kopalni kadi, Brunda, trgovini, Brunda, še celo v knjižnici, Brunda, Brunda. Sss. Drugi medvedi so hoteli malo tišine in miru. Brunda, Brunda. To je Grega močno razžalostilo. Brunda, nekje mora biti nekdo, ki klepeta kot jaz. Grega je pripravil nahrbtnik, Brunda, zakrpal svoj stari čolniček, Brunda, in se odpravil poiskat koga, ki bi z njim klepetal. Brunda. V začetku je bilo lahko pluti, a kmalu se je morje razburkalo in čoln je začel puščati. Medved v morju! Na srečo je opazil otoček. Hura! Ko je ptička Pika skakljala po bregu, je zagledala Grego. Hej, Brunda, je rekel Grega in dvignil čudovito, gosto črno obrv. Hej, čiv, je rekla Pika. A medvedi ne govorijo po ptičje. Kar je slišal Grega, je bilo čiv. Tudi ptiči ne govorijo po medvedje. Kar je slišala Pika, je bilo Brunda. Ojoj. Pika je poklicala prijatelje. Mogoče oni govorijo po medvedje. Čiv, 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 čiv. Grega ni razumel niti besedice. Takrat je Gregu zakrulilo v trebuhu. Zelo sem lačen, je rekel in namrščil obrv. Brunda. Ptice so bile zbegane. Čiv, 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 bi rad spletel gnezdo? Je vprašala Pika. Ne, Brunda, je zagodrnjal Grega. Rad bi pil limonado, je rekel Grega in zavihal obrv. Brunda. Ga kaj srbi? Čiv, je ugibala Pika. Čiv? Ne, ne, je vzklikal Grega. Brunda, Brunda. In zelo mi je vroče, Brunda, je rekel Grega ter nagubal obrv. Mogoče bi rad poletel, čiv? Se je spraševala Pika. Čiv? Ne, 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 Brunda, Brunda, je brundal Grega. Gregova obrv je vijugala kot kača. Rad bi klepetal, a me nihče ne razume, Brunda. Oblile so ga solze. Pika ga je pozorno opazovala in nenadoma močno čivknila. Čiv? Poglejte obrv, čiv? Vsa uvela je in žalostna. Čiv, čiv? Mogoče nam hoče kaj povedati z obrvjo. Pika je podala Gregu palico. Pesek je zarisal oblike obrvi in poleg njih narisal, kaj pomenijo. Lačen, Brunda, Brunda, žejen, zelo, zelo vroče, srečen. Že vem, naučimo se govoriti po medvedje, čiv, je rekla Pika. Ampak tudi mi bi morale imeti obrvi. Kmalu so vse ptice imele obrvi. Obrvi iz alg, obrvi iz listov, obrvi iz gosenice, obrvi iz vrvice, obrvi iz veje, obrvi iz rakcev, obrvi iz črva. Ptice so začele posnemati gibanje Gregove obrvi. Počasi so začeli vsi govoriti isti jezik. Kakšno odkritje! Všeč so nam naše obrvi, je rekla Pika. In rade govorimo po medvedje. Praznovali so s kolači iz rakovic, krof iz alg, ti je imel Grega najraje, in v mesečini pili okusno limonado z mehurčki.
Bila je sijajna obrvna zabava. Manjkal je le še ples. Pridi, Grega, opazuj naše obrvi in pleši, je rekla Pika. Grega še nikoli ni bil tako srečen. Ostal bom tukaj, je rekel in migal z obrvjo. Veste, tako ljubka jata klepetulj. Takrat so ptice daleč na morju nekaj opazile. Prihajalo je vse bliže in bliže. Bil je pes. Hej, je pozdravil Grega. Brunda. Hov? Se je začudil bor in pomigal z velikanskimi brki. O, čiv, čiv, je rekla Pika. Ali kdo govori po pasje? Čiv, 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 čiv. Ja, bravo živali. V slogi je moč. Odlična ideja. In verjamem, da so dan danes na tako prijetno klepetavem otoku še mnoge druge živali, ki se sporazumevajo v najrazličnejših živalskih jezikih. Kristjan, najlepša hvala za idejo o čudoviti pravljici. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni podobni pravljici z naslovom Geki in odjeki. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte ter uživajte. Pravličen pozdravček Kristjanu ter seveda vsem poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, zelo izvirna ideja. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Na elektronski naslov sem ponovno prejela zelo prijazno sporočilo Veronikine mamice. Namreč Veronika že zelo dolgo časa rada prisluhne pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Najlepša hvala, Veronika. In tokrat bomo prisluhnili slovenski pravljici, ki je Veroniki zelo všeč. Le katera pravljica bi to bila? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici nastali izpod peresa čudovite pisateljice Anje Štefan z naslovom Medved in klobuk. Medved si je kupil nov klobuk. Klobuk je bil rdeč in vesel, in ko ga je nosil, je bil vesel tudi medved. Končno jaz, si je govoril, ko je stopal skozi gozd. Vsakogar je pozdravil. Privzdignil je klobuk in rekel: Dober dan, volk. Dober dan, lisica. Dober dan, zajec. Dober dan, mala miš. Kako lepo se je srečevati, če imaš na glavi tako vesel klobuk. In ne le srečevati. Čim je posijalo zlato sonce, je vzdignil klobuk in se rahlo priklonil. Sončece naše, lep dober dan. Ko je v poti zagledal kakšno res debelo jagodo, je pohitel. Dober dan, jagoda. Njam, njam, njam. In ko je v jezeru, mlaki ali luži zagledal svoj lastni odsev, je dvignil klobuk in se pozdravil tudi po večkrat. Dober dan, medved. Dober dan. Dober dan. Skratka, odkar je imel klobuk, ga je bilo eno samo veselje. A potem je na vsem lepem pihnil veter. Vzel mu je klobuk in ga meni nič, tebi nič odnesel s sabo. Hej, hej, veter, vrni mi klobuk, je klical medved, a veter se je le hahljal in se s klobukom gnal naprej.
Medved je stekel. Kaj se to pravi? Da te nekdo kar tako ukrade? In to za tisto, kar imaš najraje? Ne, to pa ne. Ga bo že ujel, saj je medved velik in močan. Stekel je čez ravan, hitro, kolikor je mogel. A zaman, veter je bil hitrejši. Izmikal se je in se unorčeval, kot bi ga popadlo kakšno zlobno veselje. Ustavi se, veter, je klical medved. Vrni mi klobuk, če ne... Kaj, če ne? Je pihnil veter. Res, kaj, če ne? Vetru težko rečeš, če ne, te zdrobim. Če ne, te bom. Če ne, se me pazi. Saj sploh ne veš, kako bi ga zgrabil. Veter je spreten zmikavt. In medved, še tako močan, je bil čisto nemočen. Tekel je in klical le še: Stoj, stoj, stoj! Tako na glas, da ga je zaslišal volk. Kaj vidim? Klobuk, medvedov klobuk, je rekel in stekel. Tako sta tekla oba. Dajva, še malo, sta se spodbujala in hitela, a klobuka nista ujela. Veter ga je nosil, gluh za vsako prošnjo in za vsak dovolj. Ustavi se, slišiš, takoj, je tulil volk. Klobuk je moj, je vztrajal medved in tako jo je zaslišala lisica. Kaj vidim? Klobuk, medvedov klobuk, je rekla in stekla in tako so tekli že 3. Daj ga nazaj, pusti klobuk, kaj se pa greš? To ni pošteno, so klicali. A veter se ni zmenil zanje, ne za prošnje, ne za jezo, ne za trkanje na vest. Čez star, podrt brest je pokukal zajček. Kaj vidim? Klobuk, medvedov klobuk, je rekel in stekel. In tako so stekli že 4. Tekli so, prosili, bentili. Pa mislite, da je kaj pomagalo? Ne, niti malo. Vse to je zagledala miška. Kaj vidim? Klobuk, medvedov klobuk, je rekla in stekla. In tako jih je teklo že 5. Tace so jih pekle od napora, sopli so in se potili še in še. Presneti veter. Kako se je izmikal, kako predrzan je postajal. Smukal se je med drevesi in vse manj gledal, kam sploh gre. Tako ga je zaneslo, da je buhnil naravnost mogočen hrast. Veje so se razmaknile in klobuk se je zagozdil mednje. Je pihnil veter, pa ga ni premaknil. Je pihnil še enkrat, a zaman. Je pihnil 3. Ne, klobuka ni mogel rešiti iz krošnje. V tem pa so do hrasta že pritekli medved, volk, lisica, zajček in miška. Tu je klicala miška in kazala na klobuku v vejah. Tu, samo visoko, je zastokal medved. Nič hudega, je rekla lisica. Eden na drugega zlezemo, pa ga dobimo. In res,
Medved se je vzravnal in vzel volka na rame, nanje je zlezla lisica, na lisico zajček, na zajčka miška. O, malo, še malo, bo šlo? Bo. Zgrabila je klobuk in ga rešila izmed vej. Močno ga je držala in miško je držal zajček, zajčka je držala lisica, lisico je držal volk in volka je držal medved. Kaj bi torej lahko storil veter? Čisto nič. Le jezno je zažvižgal in se pobral drugam. Miška pa je s klobukom zlizla na tla in ga dala medvedu. O, klobuk, veselje moje, si je oddahnil medved, ga pogladil in si ga pritisnil na glavo. Tokrat še malo bolj, saj veste, za vsak slučaj. Hvala, prijatelji, hvala, je vzdihoval in se zahvaljeval na vse strani. Brez vas mi ne bi uspelo. In vsem se je dobro zdelo. Potem pa je miška pripomnila. Ampak medved, saj klobuka sploh nismo ujeli mi, hrast ga je. Medved je obstal. Pa res? Če hrast ne bi stal, kjer je stal, se klobuk ne bi zataknil in ustavil. Ja, je prikimal. Prav imaš, miška, hrast ga je. Vsi so obmolknili. Smešno, je rekel volk. Tako smo tekli, tako smo se trudili, potem pa ti klobuk ujame nekdo, ki samo stoji. Ampak na pravem mestu, je dodala lisica in imela je presneto prav. Zajček se ni dal. Jaz pa mislim, je primaknil, da so hitre tačke vseeno nekaj vredne. Če ne bi tekli, sploh ne bi videli, kam klobuk gre. Kdo bi ga potem našel? Medved že ne? Prav imaš, zajček, je prikimal medved. Kako različno se lahko pogleda na stvari. Takole bomo rekli. Ujeli smo ga vsi. Hrast, ki je stal, in mi, ki smo tekli. Drži? Drži, ja, drži. So prikimali miška, zajec, lisica in volk. Hrast nad njimi pa je zadovoljno zašumel. Ja, res izjemna pravljica. Kaj ne? Poglejte, kako so veseli. Polni prijetnih občutkov, sreče in zadovoljstva. Bravo živali, da ste brez pomisleka stopile skupaj in pomagale medvedu, da je ponovno našel svoj klobuk sreče. In tudi v tej pravljici smo spoznali, da še kako držijo besede, v slogi je moč. In verjamem, da živali še danes srečno živijo v gozdu. Veronika, iskrena hvala za idejo o čudoviti ter poučni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici naše pravljičarke Anje Štefan z naslovom Zajčkova hišica, v kateri so živali prav tako pomagale ubogemu zajčku, ki mu je obilno deževje uničilo dom. Prijeten pozdravček Veroniki ter seveda vsem tistim, ki radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, uživajte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Bravo! Zelo lepo od vas, da ste stopili skupaj, ne? In pomagali medvedu. Evo, medved. Takole. Pa je klobuk spet pri tebi. Le uživaj, ker si tako srečen z njim. Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali prijaznega medveda,
ki je za svoj rojstni dan prejel čudovit dežnik. In kot nalašč je nekega popoldneva pričelo deževati. In kaj se je zgodilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Pod medvedovim dežnikom, ki je napisala izvrstna slovenska pisateljica Svetlana Makarovič. Medved je dobil za rojstni dan velik rdeč dežnik. Komaj je čakal, da bo začelo deževati. In res se je nekega sobotnega popoldneva ulil dež. Medved je ves vesel razprl dežnik in šel v gozd. Nasproti mu je prišla stara lisica. Tudi ona je imela dežnik. Dober dan, gospa, je prijazno pozdravil medved, lisica pa ga je samo strogo pogledala in ni niti odstravila. Medved je skomignil in šel dalje. Pa je srečal srnico. Bila je čisto premočena in se je tresla od mraza. Gledala ga je z velikimi plašnimi očmi, rekla pa ni nič. Medved jo je nagovoril. Stopi no pod moj dežnik, srnica. Kjer je prostora za enega, ga bo tudi za dva. Srnica ga je hvaležno pogledala in stopila k njemu. Prosila sem že lisico, da bi me vzela pod svoj dežnik, pa me ni hotela niti slišati, je rekla srnica. No, že dobro, je rekel medved, pa sta šla naprej. Srečala sta zajčka, čisto premočenega in premraženega. Pa je rekel medved. Brž k nama pod dežnik, zajček, drugače se boš prehladil. Hvala, medved, je rekel zajček, prav rad. Veš, prosil sem že lisico, da bi me vzela pod dežnik, pa me je samo grdo pogledala. Kjer je prostora za dva, ga bo tudi za tri, je rekel medved, pa so šli naprej. Srečali so veverico. Čisto je bila mokra in rep je imela ves zlepljen od dežja. Medved je zaklical. Kar k nam pod dežnik, veverica, kjer je prostora za tri, ga bo tudi za štiri. Kako si ljubezniv, medved, je rekla veverica in se stisnila pod dežnik. Čisto drugače kakor lisica. Šli so naprej. Pa jim je nasproti pritekla miška in zacvilila. Medved, medved, vzemi me pod dežnik, lisica me je napodila. Seveda, miška, je rekel medved. Kjer je prostora za štiri, ga bo tudi za pet. Miška je smuknila pod medvedov dežnik in tako so bili vsi lepo na suhem. Bili so prav dobre volje in so peli vso pot. Medved pa je zraven prav debelo brundal. Dež je pojenjal, posijalo je sonce. Živali so se še enkrat zahvalile medvedu in se razšle. Medved je zaprl svoj rdeči dežnik in zadovoljen odklačal domov. Drugi dan je bila nedelja. Po gozdu je hodila lisica in zehala. Kako je dolg čas, je vzdihovala. Kako mi je dolg čas. Tedaj pa je zagledala srnico. Srnica, jo je poklicala lisica. Delaj mi družbo. Ne utegnem, jo je zavrnila srnica. K medvedu grem na obisk. In že je ni bilo več. Lisici se je povesil nos. Pa je pritekel zajček. Delaj mi družbo, ga je poklicala lisica. Ne utegnem, grem obiskat prijatelje medveda, je zaklical zajček in že ga ni bilo več. Lisici se je še bolj povesil nos. Takrat je priskakljala mimo veverica. Glejo, veverico, se je razveselila lisica. Delaj mi družbo. Kje pa utegnem, je hladno odgovorila veverica. Mudi se mi k medvedu. In že je ni bilo več. Lisici se je nos tako povesil, da je sploh ni bilo za spoznati. Pridrobrnela je miška. Vsaj ti mi delaj družbo, jo je poprosila lisica. Miška pa se je začudila. Saj ste res vi, gospa lisica. Komaj sem vas prepoznala, ko imate tako dolg nos. Ampak zdaj nimam časa, veste.
moram na obisk prijatelju medvedu. In že je ni bilo več. Lisica je legla na tla, glavo je položila na tace in je ves popoldan pela žalostne pesmi. Ja. Dobro se z dobrim vrača, kot smo že velikokrat spoznali. In seveda so se živali raje družile s prijaznim medvedom, kot pa z nejevoljno lisico. In tako je tudi pri ljudeh, kaj ne? Veliko raje se družimo s prijaznimi ter nasmejanimi ljudmi, kot pa z mrkimi. In tako je lisica ostala sama. Morda pa je le spoznala, da bo prihodnjič tudi sama bolj prijazna. Otroci, pokukajte v moj knjižni kotiček, namreč čaka vas že več kot 160 čudovitih pravljic, slovenskih in tujih pravljičarjev. Prijazen in nasmejan pozdravček prav vsem. Čau, čau! Ja, bravo, Medved, za prijaznost. Ti lisička, pa upam, da si se zdaj naučila, da je bolje, da si prijazen. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Le kdo ne pozna prikupnega medvedka iz Peruja po imenu Paddington. Namreč po knjižni uspešnici, ki boste danes lahko prisluhnili, je bil posnet tudi film ter tudi risana serija. In danes bomo izvedeli, kako se je medvedek znašel pri družini Brown. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Medvedek Paddington. Tistega dne sta gospod in gospa Brown stala na železniški postaji Paddington. Čakala sta svojo hčerko Judy, ki se je vračala iz šole. Nenadoma pa je gospod Brown opazil nekaj majhnega in kosmatega poleg vozička s poštnimi vrečami. Poglej tja, je rekel gospe Brownovi. Prepričan sem, da sem videl medveda. Medveda? Ga je vprašala gospa Brown. Na postaji Paddington? Ne bodi neumen, Henry, ne more biti res. Ampak je bilo. Na glavi je imel smešen klobuk. Sedel je na starem kovčku poleg urada za izgubljene predmete. Ko sta se mu približala, je medved vstal ter vljudno snel klobuk z glave. Dober dan, je pozdravil in vprašal. Vam lahko kako pomagam? Sprašujeva se, če lahko midva pomagava tebi. Je zanimalo gospod Brown. Odkot pa prihajaš? Medved se je previdno ozoral naokrog in odgovoril. Iz temnega Peruja. Šel sem od tam, kjer sem živel samo od marmelade. Gospa Brown je opazila okrog medvedovega vratu privezano etiketo. Na njej je pisalo. Popazite prosim na tega medvedka. Hvala. Henry, se je odločila. Vzeli ga bomo domov. Ampak saj sploh ne vemo njegovega imena, je odvrnil gospod Brown. Klicali ga bomo Paddington, je zaključila gospa, ker smo ga našli na postaji Paddington. Gospa Brown je odšla pogledat, če je z Judy že prišla, medtem pa je gospod Brown odpeljal Paddingtona v restavracijo, da bi kaj pojedla. Paddingtona je posedel na konec mize poleg okna. Kmalu se je vrnil s težkim planjem, polnih tortic in 2 skodelicama kadečega sečaja. Po dolgem potovanju je Paddington postal tako lačen in žejen, da ni vedel, kaj bi prej, jedel ali pil. Mislim, da lahko poskusim oboje hkrati, če nimaš nič proti, gospod Brown, je naznanil. In ne da bi čakal na odgovor, se je povzpel na mizo. Gospodu Brownu je bilo močno nerodno. Nater se je pretvarjal, kot da vsak dan z medvedom pije čaj na postaji Paddington. Ko je gospa Brown svojo hčerko Judy stopila v restavracijo, je presenečeno vzkliknila. Henry, ja kaj pa delaš z ubogim medvedom? Vse je popacal smetano in marmelado. Ko je Paddington zaslišal glas gospe Brownove, je padel na kozarec z jagodno marmelado in prevrnil še skodelico čaja. Predlagam, da čim prej gremo, preden se še kaj zgodi, je rekla gospa Brown.
hitro so odpeljali Paddingtona iz restavracije. Judy ga je prijela za taco in jo močno stisnila. Pridi, je rekla, domov se bomo odpeljali s taksijem. Pripravili ti bomo toplo kopel in te seznanili z mojim bratom Jonathanom. Paddington se še nikoli prej ni peljal s taksijem. Ugotovil je, da je vožnja zelo vznemirljiva. Udobno je sedel na majhnem oblazinjenem sedežu za voznikom in opazoval ljudi na ulici. Kmalu so se ustavili ob dolgi hiši z zelenimi vrati. Ko so bili v hiši, je Judy peljala Paddingtona po stopnicah v njegovo sobo, da izprazni prtljago. Nisem prinesel veliko, pravi Paddington, samo nekaj marmelade, album z raznimi nalepljenimi izrezki in slikami ter južnoameriški kovanec. Iz kovčka je potegnil še fotografijo. To je moja teta Lučka. Fotografija mi je dala, preden je odšla v dom za ostarele medvede. Potem je Judy pokazala Paddingtonu kopalnico. Takoj, ko je bil sam, se je povzpel na stolček in pogledal skozi okno. S tačko je poskušal napisati svoje ime na zarošeno okno. To mu je vzelo kar precej časa in ko se je obrnil, je doživel presenečenje. Kad je bila polna vode, ki je že začela uhajati čez rob. Zaprl je oči, se s taco prijel za nos in skočil v kad. Voda je bila vroča, milnata in zelo globoka in kmalu je ugotovil, da ne more priti ven, niti pipe ni mogel zapreti. Sprva je Paddington bolj potiho skušal poklicati na pomoč, da ne bi koga vznemiril, potem pa je zaklical glasneje. Na pomoč! Na pomoč! A nikogar ni bilo. Snel je klobuk in začel z njim metati vodo ven iz kadi. Spodaj je Judy pripovedovala svojemu bratu Jonathanu o Paddingtonu. Nenadoma pa zasliši plop. Ozrla se je navzgor in opazila temen vlažen madež na stropu. Paddington, je zavpila, verjetno je v težavah, pohitiva. Skupaj sta se hitro povzpela po stopnicah. Nagnila sta se čez rob kadi in potegnila ven mokrega in prestrašenega Paddingtona. Kakšen nered, je zavpil Jonathan. Hitro ga obrišiva. Ubogi Paddington, je rekla Judy. Vesela sem, da sva te našla še pravi čas, lahko bi utonil. Paddington je vstal in rekel, še dobro, da sem imel svoj klobuk. Kasneje pride Paddington lep in čist v spodnje prostore. Posedi se na majhen, topel oblazinjen stol blizu kamina, sklene svoje tačke za glavo in pretegne svoje noge. Res je lepo biti medved, še posebej, če ti je ime Paddington. Dobil je občutek, da bo življenje z družino Brown še zelo zanimivo in vznemirljivo. Ja, pa še res je. Zelo lepa pravljica, kaj ne? In moram priznati, da kar občudujem medvedka, da se je takole pogumno podal na pot. In verjamem, da je z namenom srečal prijazno družino Brown in da bodo skupaj res doživeli veliko prijetnih ter zanimivih izkušenj. Super pravljica, kaj ne? Otroci, pokukajte v moj knjižni kotiček, namreč prisluhnete lahko še mnogim drugim pravljicam, v katerih nastopajo risani junaki. Le poiščite jih. Sedaj pa vam pošiljam en Paddingtonov pozdravček. Čau, čau. Ja, ti pa res simpatičen, ne? In poln dogodivščin. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat nas čaka čarobna zgodba o sanjah, pogumu in prijateljstvu, ki se rodi tam, kjer ga najmanj pričakujemo. Spoznali bomo medvedka Larsa, ki rad sanjari. Najraje sanja o nečem, kar se zdi skoraj nemogoče, o letenju. A nekega dne je med Larsovim sanjarjenjem v morje padel čuden ptič, daleč od doma in z velikim problemom. In ko so se njune poti prekrižale, se je pričela prava pustolovščina.
takšna, ki vodi visoko tja, kjer se ne bo dotakne sanj. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Beli medvedek, pomagaj mi leteti. Lars, mali beli medvedek, se je v močnem vetru in strupenem mrazu rad igral. Doma je bil pač v deželi večnega snega in ledu. Tisti dan pa je bil čisto poseben dan. Sijalo je namreč sonce in Lars se je leno kožuščkal na toplih žarkih. Če bi se zdajle lahko nekaj zaželel, potem bi rad znal leteti. Je vzdihnil in poškilil nebo. Nad njim so krožili kričavi galebi. No, mogoče ne bi letal tako visoko. Zmotilo ga je zamolklo brnenje. 300 belih medvedov, ladja! Se je zgrozil, zdrsnil po ledeni plošči in se skril za svoj snežni hribček. Trdno se je oprijel roba ledu, ki se je gugal na velikih valovih. Ladja ga je skoraj oplazila. Ti tam spodaj, pazi! Je še zaslišal, potem pa je tik ob njem nekaj štrbunknilo v vodo in izginilo v globočino. Ko si je beli medvedek opomogel od mokrega presenečenja, se je radoveden potopil še sam. Zagledal je čudnega ptiča, ki se ga je neznansko prestrašil. Lars pa je zaplaval še malo globlje in ga nežno dvignil na površje. Ne boj se me, jaz sem mali medvedek Lars, je razložil in prijazno prhnil nekaj kapljic morske vode vanj. Jaz sem pa Juri, mormonski papagaj. Lahko mi rečeš kar mormon, je s težavo odčivkal ptič. Kaj? Papagaj? Še nikoli nisem slišal za take smešne papige, se je začudil Lars. Odkot pa si? Oddaleč. Lovil sem ribe za kosilo, pa sem perutko pomočil v razlito nafto in se komaj rešil na ladjo. Dneve in dneve sem skušal razpeti krila in jih očistiti, pa ni šlo. Potem sem postal grozno lačen. Zagledal sem kopno, skočil sem in zdaj sem tu. Nikoli več ne bom videl doma, je zajokal Juri. Kaj pa še? Že marsikomu sem pomagal priti nazaj domov, ga je tolažil beli medvedek. Glej, tvoja ladja se je zasidrala. To je dobro, dovolj časa imava. Dobro? Zakaj je dobro? Ker boš tole ladjo še presneto potreboval, če boš hotel najti pot nazaj. Pri letenju ti sicer ne bomo veliko pomoč, pomagal pa ti bom pozdraviti tvoja krila. Kadar bele medvede kaj boli, gremo do gejzirjev in zlezemo v tiste vrelce tople vode. Pridi! Juri je odracal za Larsom. Raje bi letel. Letenje je najlepša stvar na svetu, je zastokal. Verjamem, tudi sam bi rad kdaj poletel. Skoči na moj hrbet, hitreje bo šlo. Ko sta pritacala do vrelcev, se Juri ni upal potopiti vanje. Si prepričan, da mi ne bo škodilo? Je kar nekam pokakano povprašal belega medvedka. Ko pa je končno le čepel v vroči vodi, sploh ni več hotel ven. S kril je kmalu izginila tudi vsa smrdljiva oljna obloga. Le leteti še ni mogel, zato sta prijatelje razočarano odsapljala nazaj k ladji. Ko sta prišla že skoraj do zaliva, sta pred seboj zagledala ogromno pisano kroglo. Lars se je pošteno prestrašil, Juri pa je mirno rekel:
S tem ljudje letajo, veš? Sam sem jih videl. Letajo, se je zakrohotal beli medvedek. Letajo s tako veliko in debelo bunko, pa kar brez kril. Daj, no daj. Radovednež je vseeno splezal v košaro podpisano kroglo, da bi si vse skupaj natanko ogledal. Odkril je kopico lučk, stikal, gumbov, ročic in kablov. Juri, tole moraš videti, je navdušeno vzkliknil in pomagal prijatelju zlesti za njim. Ob tem se je nehote nečesa dotaknil, zaslišal se je čuden sikajoč zvok, nad njunima glavama je švignil plamen in balon se je dvignil. Hitro se je vzpenjal in se pridružil plesu snežink. Košara se je v snežnem metežu divje gugala. Lars in Juri sta se stisnila drug drugemu in zaskrbljeno strmela v sikajoči plamen. Ko si je ptiček le upal pokukati čez rob košare, sta bila že previsoko za skok iz nje. Mislim, da letiva vedno više, Lars, je zašepetal. Beli medvedek je požoru dobil cmok, ki se mu naredil v grlu. Letiva? In vedno više? Ja, sva že med oblaki. Oblaki? Je zajecljal Lars in požoril še en cmok. Naenkrat je sikanje prenehalo in plamen se je zmanjšal. Popotnika sta mirno plula nad morjem belih oblakov. A ni letenje prekrasno, je vriskal Juri. Beli medvedek je previdno poškilil čez rob. Oblaki so bili spodaj in ne več zgoraj. To je bilo pravo presenečenje in Larsu se je zdelo čudovito. Ampak nekje globoko v medvedjem srčku ga je bilo vseeno še vedno salaminsko strah. S te višine pa gotovo lahko spet poletim, je zavriskal mali mormon in se, še preden ga je Lars lahko povlekal nazaj na varno, pognal v globino. Kmalu nasvidenje, je še vrisknil in izginil v mlečni preprogi oblakov. Lars je ostal sam. Tedaj je plamen ugasnil in balon se je pogreznil v beli nič. Juri, na pomoč! Na pomoč! Je kričal medvedek, toda odgovora ni bilo. Balon se je prigugal iz oblakov in pod njimi je letal Juri. Poglej me, Lars, spet lahko letim! Je zadovoljno vzkliknil in že ga ni bilo nikjer več. Beli medvedek je gledal za njim in vzdihnil. Kaj pa jaz? Kako pa naj se jaz rešim? Tla so nevarno blizu. Raztreščil se bom. Ojoj. Imel je srečo. Košara se je mehko dotaknila ledenih tal in Lars je skočil iz nje. Z vsemi 4 tacami v snegu se še nikoli ni tako dobro počutil. Častna medvedja beseda. Priletel je Juri. V kljunu je držal 2 slastni ribi. Zate, Lars, je prijazno odmomljal. Zaradi tebe spet lahko letim. In jaz zaradi tebe vem, kako čudovito je letenje. Se je nasmehnil beli medvedek. Povzpel se je na najvišji ledeni hrib, da bi prijatelju lahko še dolgo mahal v slovo. To poletje te zagotovo obiščem, mu je obljubil Juri in v velikem loku odletel k ladji, ki je plula iz zaliva. Ko je že izginila daleč na obzorju, je beli medvedek še vedno sedel na hribu. Tale je zame čisto dovolj visok, je mrmral. Meni res ni treba letati, saj imam prijatelja, ki to zna.
on lahko leti še zame. In to je pravzaprav še lepše, kot če bi letal sam. Pa še res je. Kako navdihujoča pravljica. Lars in njegov novi prijatelj sta nas spomnila, da so sanje dosegljive, kadar jih delimo z nekom, ki mu je mar. Čeprav je bil Jurij daleč od doma in ni mogel več leteti, sta skupaj našla rešitev. S pogumom, domišljijo in velikim pisanim balonom. Pomagamo lahko tudi takrat, ko ne vemo točno kako. Pomembno je, da poskusimo in včasih se prav ob tem zgodi nekaj čudovitega. Ne le, da pomagamo drugemu, ampak tudi sami poletimo malo višje. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Kamenček želja za Lili. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi Larsa in Jurija. Čau, čau!